marsikateri zakonec ali pa zunajzakonski partner niti ne ve, da ima njegov partner naložbe v kripto, ne? In ko se sprašuješ, kako bi pa jaz to zvedel, a ne, kje bi pa poizvedel, kaj pa če se to zgodi, praktično nemogoče. Ta nedenarna pomoč se vrednoti, bom rekla, čisto po prosti presoji sodišča. Ko pride do ločitve in ko je predmet ali pa vprašanje tudi neko premoženje, ki je namenjeno izhodiščno otrokom, a ne, da tukaj ponavadi ni toliko veliko konfliktov ali pa komplikacij, ker partnerji en drugemu ne bi nič dali, za otroke je pa malo drugače. Ločitveni postopki in zapuščinski postopki so najhujši primeri. Trajajo najdlje, tukaj se porabi največ sodnih stroškov, največ odvetniških stroškov in včasih se kregajo res okrog zelo majhnega delčka, ki bi ga lahko uredili pravzaprav zelo hitro. Nekateri se pravdajo za principa, ne, tega ni tako malo. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes imamo kar zelo zanimivo vsebino. Govorimo o tem, kako ustvarjamo skupno premoženje. Veliko vprašanj dobivam od ljudi, kako varčevati za otroke, kako v bistvu poskrbeti za skupno premoženje, ampak statistika je tudi malce neugodna, kajti tam okrog 45. leta se statistično dogajajo tudi ločitve. Zdaj, čez palec lahko rečemo, da vsak tretji zakon se zaključi, to je pač nekako ocena, mogoče teh v bistvu razvez več, kot jih statistika zazna. Kaj moramo vedeti o skupnem premoženju, kaj moramo vedeti o posebnem premoženju, in pa vse detajle vezano na pogodbe o razdelitvi premoženja, o predporočnih pogodbah in tako dalje. Kar se tiče samega varčevanja za otroke, o tem sem pisala tudi v knjigi Mami, oči, ali smo mi bogati, ker v bistvu opisujem strategijo varčevanja za otroke in pa seveda kako zaščititi v bistvu te prihranke, ki so bili namenjeni otroku v primeru, da pride do ločitve. Skratka, vabim vas, da obiščete tudi našo spletno stran moneyminus.si. Tam imate zelo veliko koristne vsebine v razdelku blog, novice. Hkrati pa seveda prihaja obdobje za marsikoga, za marsikaterega vlagatelja zelo stresno, in sicer oddaja davčne napovedi. Letos jo lahko date brez oziroma vsaj z manjšim stresom kot ponavadi. In sicer smo razvili orodje Taxistent, ki vam pomaga pri oddaji davčne napovedi. Gre za davčnega asistenta, v katerega lahko uvozite poročila iz Interactive Brokers, Trade Republic, Revolut in pa Trading 212 in pa iz vseh hkrati. Hkrati lahko dopolnjujete ročno, lahko ustavljate vaše transakcije, je pa tudi orodje odlično za vodenje evidence. Vaši inputi, ki jih dobivamo, so zlata vredni, vse vaše opombe, opaske, komentarje praktično takoj tudi implementiramo v Taxistenta, tako da najlepša hvala vsem, ki ste proaktivno pristopili k v bistvu pomoči, k razvoju našega Taxistenta. Želim vam prijetno poslušanje epizode. Pred mikrofonom je Ines Rostohar-Dežman, odvetnica, partnerica in direktorica odvetniške družbe Pirc Musar & Partnerji. Zdravo. Zdravo, Marja. Živja. Konec leta, pa mogoče tudi začetek leta, veliko ljudi razmišlja o novem začetku, tudi v partnerstvih. Statistika kaže, da ločitve niso izjema in da se pogosto zgodijo pravzaprav v obdobju, ko imajo pari že otroke, skupno premoženje in dolgoročne finančne obveznosti. Zato se danes pogovarjamo o tem, kako pravno zaščititi premoženje v času skupne zveze in zakaj je o teh vprašanjih smiselno razmišljati prej, kot pa šele potem ob razhodu. Ines, zdaj malo sem pogledala statistiko. Statistika je kar precej zanimiva. In sicer, zdaj, če gledamo statistiko statističnega urada, ugotovimo, da v bistvu tretjina zakonov nekako razpade, se konča z razvezo. Največ razvez je bilo v letu 2000, takrat je 40% zakonov v bistvu se končalo z razvezo. Povprečna starost ob razvezi je bila 47,5 let pri moških in 44,7 let pri ženskah. In zakonske zveze
teh oseb, ne, so se v povprečju končale po 14 letih zakona. Ne, kar zanimivi podatki so to, ne? In v bistvu jaz pravim, da ločitev je finančni dogodek, na katerega pač se je pomembno tudi v času zakona ali pa že mogoče kaj prej ustrezno pripraviti. A se strinjaš ti s tem? Ja, Marja, se popolnoma strinjam in res ta statistika je takšna in je precej zaskrbljujoče ali pa, kaj pa vem, niti ne nenavadno ali pa navadno, da po tolikih dolgih letih, skupnega življenja vendarle se zgodi marsikaj in pride do takih nenadnih ali pa nepredvidljivih dogodkov, kot je tudi ločitev. In imaš popolnoma prav, ločitev absolutno ni samo nek čustveni trenutek, ampak vsekakor tudi velik finančno vprašanje, ki lahko sproši ogromno problemov. Predvsem zato, ker ko nekako se spuščamo v skupno zvezo, v zakon, nihče na začetku ne pomisli, da bi mogoče moral ta vprašanja že takoj urediti, Vsi gremo nekako v to, da bo za večno, in da se mogoče pa nam osebno pa ne bo treba s tem nikoli spopadati. Ampak dejstva so drugačna, in bi bilo prav ali pa včasih bi bilo mogoče malo bolj modro, da bi se partnerji predvsem na začetku zveze, lahko tudi kadarkoli tekom zveze, mogoče pogovorili tudi o premoženju, o tem, kaj je njuno skupno premoženje, kaj je posebno premoženje, kaj storiti v trenutku, če se mogoče razideva, in bi to rešilo precejšnje težave, ker predvsem treba se je zavedati, da v trenutku, ko pride do ločitve, ko so čustva v igri, tudi kakšna zadeva ali pa kakšno vprašanje, ki sploh ni sporno, postane v tistem trenutku sporno in temu se mogoče lahko na kakšen način tudi ognemo. Ja, veliko je teh vprašanj, ampak marsikdo, recimo na teh naših bootcampih, ljudje v bistvu, ki pridejo na te delavnice, ne razmišljajo o tem, ne. Potem pa omenim, da obstaja pač statistika pač govori, da tretjina zakonov, v nekaterih primerih tudi polovica zakonov, razpade, se nasmehnejo, ampak dejansko, kot si povedala, pa ful lepo si povedala, to dejansko povzroča lahko izjemen finančni stres. Kako v bistvu se zdaj ustrezno pripraviti na ta dogodek? Marsikdo, nihče ne želi o tem razmišljati, ampak tudi o smrti nihče ne želi razmišljati, pa se je pomembno, da se ustrezno zavarujemo, sploh za riziko, življenjsko zavarovanje, recimo, A lahko mogoče pojasniš te dva termina, sem zasledila, ločitev in pa razveza. Kaj je sploh razlika? Ja, pravzaprav ločitev je razveza, Razveza zakonske zveze bi rekla, da je bolj tako formalni, pravni termin, V praksi življenjsko govorimo o ločitvi, Pomembno je mogoče v tem sklopu, da poleg te razveze oziroma ločitve na eni strani, na drugi strani omeniva tudi sicer razpad zunajzakonske skupnosti, ker ta statistika, ki si jo omenila, Statistični urad vodi seveda za formalno sklenjene zakonske zveze. Ogromno je seveda tudi zunajzakonskih skupnosti, ki so pri nas po zakonu popolnoma izenačene z zakonsko zvezo. To se pravi, tudi ko sta dva partnerja v neki zunajzakonski skupnosti, pa se formalno ne poročita. Od leta 2023 je celo družinski zakonik naredil korak naprej in kot zunajzakonsko skupnost šteje tudi istospolne partnerje, kar je tudi pomemben poudarek, In seveda tudi v primeru zunajzakonskih skupnosti lahko pride do razpada in tudi v tem primeru je treba reševati finančna vprašanja, in se jih rešuje na popolnoma enak način kot v zakonski zvezi. Od katerega trenutka pa velja zunajzakonska zveza? Ja, Marja, to je zelo dobro vprašanje. Velikokrat me to sprašujejo, ker nekako splošno velja mogoče med ljudmi eno tako napačno prepričanje, da kakšen zakon določa, koliko let morata biti dva partnerja skupaj, kaj mora biti izpolnjeno, ampak temu ni tako.
noben zakon ne določa števila let, ki bi zadoščala za vzpostavitev take zunajzakonske skupnosti, ampak se to presoja v vsakem konkretnem primeru ločeno. Predvsem je treba presojati, kako močna je bila ta navezanost med partnerjema, ali jo je tudi okolica štela kot zunajzakonska partnerja, to se pravi kot par, da sta preživljala skupaj počitnice, živela v skupnem gospodinjstvu, imela mogoče skupne otroke, a ne, in vse to so okoliščine. Imamo recimo primere, ko gre za relativno časovno kratko obdobje, pa je bilo to obdobje tako intenzivno, da izpolnjuje zakonske znake, a ne za zunajzakonsko skupnost. Včasih pa recimo slišim tudi kakšne take zanimive zgodbe, ko sta bila dva partnerja dolgo časa nekako skupaj, ko je imel en partner percepcijo, da sta skupaj, a ne, drugi pa mogoče ne, a ne. In seveda, če je drug partner poročen ali če ima kakšno drugo zunajzakonsko zvezo, ki je močnejša, a ne, potem seveda lahko pride do kakšnega razočaranja, a ne, pa ne toliko pri razpadu teh zunajzakonskih skupnosti, ampak s tem se srečujemo recimo v primeru dedovanja, a ne, ko kakšni otroci trdijo iz prejšnjih zakonov, da zunajzakonska skupnost sploh ni obstajala ali kaj takšnega, tako da so včasih to kar zanimive zgodbe. Zdaj, ko omenjaš te primere, kaj pa če sta recimo poročena, pa ima recimo en od partnerjev še zunajzakonsko zvezo, ki lahko recimo dolgo časa živi, kaj pa je v tem primeru? Ja, vidiš, Marja, to je tudi eno tako žal zelo aktualno vprašanje, a ne. Zunajzakonska zveza v tem primeru absolutno prevlada, a ne, ker pri nas ni dovoljeno imeti po zakonu več zakonskih zvez hkrati ali pa več zunajzakonskih. Ne mislim dovoljeno v smislu čustvene navezanosti ali pa dejansko obstoja, ampak iz pravnega vidika. A ne, če je nekdo v zakonski zvezi in ima hkrati neko zunajzakonsko partnerko ali pa partnerja, a ne, potem ta zunajzakonski partner ali pa partnerka žal nima nobenih premoženjskih pravic, a ne, ker seveda v tem primeru vse dobi žena ali pa mož, a ne. Tako da to so včasih take malo komplicirane situacije, a ne, ampak žal se to pri nas izključuje, je dovoljeno samo formalno pravno samo ena zakonska zveza ali pa zunajzakonska skupnost istočasno. Okej, a greva mogoče zdaj pojasniti, kaj je skupno premoženje? Ja, skupno premoženje je v bistvu en tak termin, ki pomeni oziroma opredeljuje celotno premoženje, ki ga partnerja, to se pravi zakonca ali pa zunajzakonska partnerja, ustvarita v času njune partnerske zveze, in sicer z delom ali pa odplačno. To se pravi, moramo biti pri skupnem premoženju predvsem pozorni na dve stvari. Prva stvar je, da skupno premoženje lahko nastaja samo v času trajanja partnerske skupnosti, ne prej in ne kasneje po razpadu, in pa ustvarjeno mora biti premoženje z delom. To se pravi, recimo kot skupno premoženje, kot primer, pomeni plača, pomenijo prihodki od recimo avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, pomeni tudi vse premoženje, ki je s tem denarjem kupljeno, recimo nepremičnine, premičnine, to so tudi sredstva na transakcijskem računu, naložbe, delnice, kripto, vse to spada v sklop skupnega premoženja. Ne spada pa v sklop skupnega premoženja recimo tisto premoženje, ki ga je eden od partnerjev že prinesel v zakonsko zvezo ali pa zunajzakonsko skupnost, to se pravi nekaj, kar je imel odprej. Prav tako ne spada v skupno premoženje nekaj, kar partner podeduje, to se pravi tudi tekom partnerske skupnosti. In pa še ena posebnost je, to so pa darila. Če eden od partnerjev dobi kakšno darilo, predvsem tukaj govorimo o kakšnih darilih večje vrednosti, a ne, kakšnih večjih denarnih sredstvih, nepremičnini ali kaj podobnega, a ne, to je njegovo posebno premoženje. Tukaj je mogoče ena posebnost, ki se velikokrat na sodišču vrtimo okoli nje, ne. Če si predstavljaš, včasih pride do situacije, ko sta recimo dva partnerja že nekaj časa v neki partnerski zvezi,
pa se recimo odločita, zdaj bova pa kupila midva skupno nepremičnino. Pa recimo starši enega od partnerjev rečejo, mi vama bomo pa dali nekaj denarja, vama bomo pomagali, ne? In če je ta denar mišljen, da se da obema kot v skupnost, ne? Potem je to skupno premoženje, ne glede na to, da je to darilo, ki so ga dali starši enega partnerja. Lahko pa starši izrecno povejo, da je to darilo, ki ga sicer podarjajo za namen skupne nepremičnine, ampak da se mora to darilo šteti pa izrecno samo za premoženje, to se pravi njunega sina ali pa hčerke. Se pravi, to mora biti recimo, pravno formalno, mora biti urejeno. Ja, tako je. Zelo dobro je, da je to formalno urejeno, to se pravi, da je nekje to zapisano, v kakršnikoli obliki, ni treba, da je notarsko overjeno ali kaj takšnega, a ne? Ampak je prav, da recimo starši rečejo, podarjamo toliko in toliko denarja mojemu sinu, temu in temu, za namen gradnje neke nepremičnine ali nakupa nepremičnine. Zdaj, v tisti fazi je to popolnoma nesporno, najbrž nihče tega ne problematizira, ampak ko pride pa do točke ločitve in delitve skupnega premoženja, takrat je pa to zelo pomembno in je pomembno, da imamo to nekje napisano, a ne, ker je seveda stvar dokazovanja. A ne, tisti zakonec ali pa partner, ki bi bil v primanjkljaju, bi gotovo zatrjeval, da je bilo to darilo mišljeno, da se podari obema, ne samo enemu, a ne, in potem taka izjava staršev, ki seveda na sodišču to potem tudi s pridom ustno potrjujejo, a ne, lahko reši ta problem. Zdi se mi, da tukaj lahko pride do prvih nekih konfliktov v družini, ko recimo starši izrecno rečejo, to je darilo za mojega sina ali pa hčero. Kako drug partner potem reagira? Kakšni so kaj odzivi? Ja, saj veš, a ne, te družinske zadeve so lahko zelo intenzivne, a ne, in tudi to, da starši enega partnerja mogoče s tem svojim dejanjem pokažejo, ne, da pa vendarle se pa pri denarju nekako vse neha, a ne, lahko seveda to povzroči negativne odzive. Ampak se mi zdi, da je mogoče bolje, da se te stvari razčistijo in so znane od samega začetka, ne, kot da jih potem razčiščujemo tekom ločitve, a ne, ko pride vse to na dan, ko so različna pričakovanja, različne želje, a ne, takrat saj si predstavljaš, a ne, vsakemu predoči vse in še več, a ne, in mogoče, če se pa partnerja pa na samem začetku zavedata, kakšna je situacija, da je pa potem morda vseeno malo lažje. Rekla si, da v skupno premoženje se šteje premoženje ustvarjeno z delom. Kaj pa, če recimo partner pač ustvari neko premoženje z delom in potem pač ali denar ali nepremičnino ali karkoli v bistvu prenese na svoje starše ali pa na nekoga tretjega? Kako pa je v tem primeru? Ja, velja po naši zakonodaji, da se s skupnim premoženjem, to se pravi vsem, kar se šteje kot skupno premoženje, lahko razpolaga samo sporazumno. To se pravi, da vse, kar se ustvari tekom partnerske zveze in se šteje kot skupno premoženje, s tem premoženjem lahko partnerja razpolagata samo v soglasju. To pomeni, recimo v praksi, velikokrat je tako, recimo partnerja kupita nepremičnino, nepremičnina je pa v zemljiški knjigi pisana samo na enega od njiju. To je pogosta situacija, kar pomeni, da vsak zainteresiran kupec, ki bi pogledal v zemljiško knjigo, pa bi rekel, aha, ne, tole je samo od tega enega lastnika, ni nobenih težav, in bi to nepremičnino kupil. Pri čemer pa recimo formalno, a ne, drug solastnik tega ne bi vedel, a ne, kar pomeni, če bi en partner sam želel prodati nepremičnino, bi razpolagal onkraj svojih pooblastil. In v tem primeru lahko ta prikrajšani partner zahteva celo razveljavitev takšnega pravnega posla, a ne. To se pravi, da želi, da se ta kupoprodajna pogodba razveljavi, da se vzpostavi prejšnje stanje, ker pravzaprav partner, ki razpolaga s skupnim premoženjem, razpolaga tudi z delom, ki v resnici njemu ne pripada, ne, ampak pripada partnerju. To so
lahko dolgi, komplicirani postopki, ki so stvar dokazovanja, kjer so lahko tretje, bom rekla, dobroverne osebe, ki niso naredile nič narobe, ne, dobroverni kupci, močno prizadeti, morajo dokazovati, da niso vedeli, da je šlo za skupno premoženje, da niso vedeli, da ima ta prodajalec partnerja, ženo, moža ali kakorkoli, a ne. Zato je to lahko velika težava. Takrat, kadar recimo nas vprašajo za mnenje pravnike, a ne, imamo mi tako jasno sliko. Vsaka stvar, a ne, se naj napiše po deležih, to se pravi na polovico ali kakorkoli. Se mi zdi, da če se piše na polovico, ne, 50-50, to vsaj v času trajanja zakonske zveze, zunajzakonske skupnosti, ne predstavlja težav, ker že v tistem trenutku, ko nekdo zahteva nekaj več, ne, se lahko že sproži nek čustveni konflikt, tak ali drugačen. Je pa res, da če so stvari urejene na način, da so že v izhodišču po deležih recimo nepremičnine vpisane v zemljiško knjigo, a ne, to potem onemogoči enostransko razpolaganje, a ne, ker brez soglasja formalnega solastnika pa nepremičnine ne moremo prodati, ne, in lahko to prepreči. Je pa res, da v praksi se te situacije dogajajo, a ne, pa ne samo pri prodajah nepremičnin, tudi pri prodajah recimo avtomobilov, a ne, nekdo lahko proda tudi kakšno vrednejše premoženje v smislu umetniških slik, nakita, ljudje imajo vse sorte, a ne, tako da včasih je to lahko velika težava. Zdaj je aktualno zlato in srebro. Ja, sigurno. Da mi povej, recimo, če partnerja sta se odločila, da se samo enega vpiše v zemljiško knjigo, a misliš, da bi bilo smiselno, da se oba vpišeta in kakšen je postopek, da se vpiše še drugi partner v zemljiško knjigo? Ja, jaz bi rekla, da je vedno smiselno, da sta vpisana oba. Zato, ker zemljiška knjiga je pri nas javna knjiga, šteje se, da je vsem znana, da vsakdo, ki pogleda vanjo, se seznani z resničnimi podatki in je prav, da odseva nekako dejansko stanje, a ne. V tem primeru, kadar temu ni tako, a ne, je prav, da se situacija uredi, to se pravi, da se dejansko stanje uskladi z zemljiškoknjižnim in obratno. To lahko partnerja storita recimo enostavno pri notarju. Pri notarju se sklene ena taka pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij, kjer se ugotovi, da neka nepremičnina, četudi je formalno pisana samo na enega, je skupno premoženje, deleža sta takšna in takšna in notar potem ta dva partnerja vpiše v zemljiško knjigo kot solastnika. Ena taka zanimivost, no, ko si vprašala, ne, v teh vpisovanjih v zemljiško knjigo, velikokrat je vpis enega partnerja v zemljiško knjigo namesto obeh posledica recimo tega, da se nepremičnina kupuje s kreditom. Včasih je situacija takšna, da kredit najame samo eden od partnerjev. Recimo tisti, ki ima večjo plačo, ko rečeta, saj ni važno, kdo bo kredit vzel, a ne, tako ali tako gre za skupno nepremičnino. Tukaj se pa recimo pojavi ena situacija, na katero jaz osebno prej nisem bila nikoli pozorna, sem imela pa pred kratkim stranko, kjer je kredit vzel samo eden od partnerjev in seveda je ta kredit samo eden od partnerjev tudi zavaroval za primer smrti, ne? In ko je partnerka umrla, je moral ta kredit v celoti odplačati do konca v celotnem znesku, kar bi bilo bistveno drugače, če bi kredit vzela oba, pol, ker bi polovico pokojne žene, a ne, kredita krila zavarovalnica. To je ena taka, recimo, situacija, ki finančno lahko močno vpliva na preživelega zakonca, a ne, tukaj sicer govorimo o bolj morbidni tematiki smrti, ki absolutno presega vsako ločitev, a ne, ampak recimo gre za situacijo, na katero nismo pozorni, a ne, vsakdo reče, se ni važno, kdo kredit vzame in kakšen obseg kredita vzame, ampak tukaj se pa izkaže, a ne, da ima pa velike finančne posledice. A sta imela otroke tudi mogoče, vzdrževane družinske člane? Seveda. Ja. No, se v tem primeru se načeloma priporoča, da se v bistvu oba zavarujeta življenjsko zavarovanje, riziko življenjsko zavarovanje in pač ne iz tega bi se lahko nekako pomagali kriti ta strošek oziroma odplačilo kredita, ne? To je mogoče en tak namig za vse.
Sigurno. Sigurno je to dobra zadeva, to zavarovanje, ampak včasih Saj kdo vem. ne pomisli to v tem Pa morajo trenutku. razmišljati o tem, ravno to je poanta o upravljanju osebnega in družinskega premoženja, finančna pismenost, zaščita. Ja, Mi konstantno govorimo o ustvarjanju premoženja, gremo investirati na borzo, gremo plemenititi premoženje, ne govorimo pa zadosti o zaščiti premoženja, ne. Tako da to je ena od zadev, recimo riziko življenjsko zavarovanje, ki ga je smiselno imeti sklenjen, če imaš pač kakršnekoli dolgove ali pa vzdrževane družinske člane. Te lahko še nekaj vprašam, ker si rekla, pri notarju uredimo ureditev medsebojnih razmerij, pa si navedla primer nepremičnine, kaj pa recimo druge zadeve, ne vem, mogoče, ko sva prej omenjali zlato, srebro, zdaj to raste, nekateri imajo pokile doma. ja. Zdaj, te stvari jih je težje urediti, a ne? Težje urediti zato, ker je tudi težje, bom rekla, sledljivo, a ne? Nepremičnine so pri nas vse evidentirane, a ne? V zemljiški knjigi, če pa že niso vpisane v zemljiški knjigi, obstajajo v recimo prostorskem portalu, geodetska uprava jih evidentira, a ne? Ostale stvari, ki niso evidentirane, je težko, a ne? Register motornih vozil imamo, a ne? Tukaj to ni tak velik problem. Recimo pri delnicah tudi, a ne, se vodi evidenca delnic, se vidi, kdo je lastnik. Tudi v primeru, recimo, ko se deli kakšno premoženje, lahko sodišče po uradni dolžnosti poizve v teh stvareh, a ne. Recimo zlatu, srebru ali pa recimo, ne vem, kripto se mi zdi mene ena taka tematika, a ne, ko recimo, ne bom rekla, a ne, nekateri smo v tem malo slabši, a ne, nekateri so v tem malo boljši, ne, ampak marsikateri zakonec ali pa zunajzakonski partner niti ne ve, da ima njegov partner naložbe v kripto, ne. In ko se sprašuješ, kako bi pa jaz to izvedel, a ne, kje bi pa poizvedel, kaj pa, če se to zgodi, praktično nemogoče. To se mi zdi, da je premoženje, ki ga je najlažje prikriti, a ne, in ki je potem lahko tudi vir nekih nesoglasij, ker nekdo ve, da nekdo nekaj ima, pa ne ve kje, pa koliko, pa ta drug to zanika, a ne. Tako da v teh primerih ne, da je to zdaj namig v smeri, da na ta način lahko svoj denar nekam prikrijemo, a ne, ampak gotovo na samem sodišču so pa te stvari praktično včasih nemogoče dokazljive, a ne. Ja. A te lahko še vprašam, ker si rekla, da je del skupnega premoženja vse, kar ustvarimo pač z delom. Kaj pa recimo, zdaj bom dala čez bizaren primer, ampak vem, kaj je bilo veliko teh zmagovalcev v zadnjem času, loterijski zmagovalci. Kaj pa v tem primeru se vse deli 50-50? Ja, jaz bi rekla, a ne, tako kot je en dober film bil, ne, na to tematiko, pa se je delil pol-pol, ne. Zdaj, če izhajamo to bi bil zelo, po mojem, super zanimiv sodni postopek, sodne prakse jaz še nisem zasledila. Nisem imela, pa me res zanima, kako bi sodišče odločilo, ampak če štejeva, a ne, čisto pravno, strogo formalno, a ne, da so plodovi skupnega premoženja tudi skupno premoženje, in če je bila ta srečka kupljena z denarjem iz skupnega premoženja, jaz bi rekla, da absolutno bi se morali to deliti 50-50, ali pa pač tako, kot bi bili deleži na sodišču določeni. Zanimivo. A kaj pa dolgovi, recimo? Ja, tudi seveda dolgovi predstavljajo skupno premoženje, če nastanejo v času, a ne zunajzakonske ali pa zakonske zveze. Recimo zanimivo tudi kredit, a ne. Včasih med ljudmi velja, a ne, da če samo eden najame kredit ali pa ga odplačuje od svoje plače, da je pa potem to premoženje pa njegovo, a ne. Ali pa da ga mora nujno do konca sam odplačati, pa temu ni tako. A ne, tudi kredit kot dolg ne predstavlja pasivo, ki šteje kot del skupnega premoženja, in zakonca odgovarjata za dolgove skupnega premoženja. Je pa res, a ne, da kakšni dolgovi lahko izvirajo že od prej, a ne, teh ne smemo šteti zraven, a ne. Je pa zelo dobro, a ne, da se tudi o tem zakonca ali pa partnerja pogovorita, in tudi te dolgovi so včasih problematika, ki bistveno presega recimo aktivno premoženje v času razveze. A ne, nekateri ljudje so seveda, a ne, lahko precej zadolženi,
in če ni jasno, kdo ta dolg mora odplačati, čigav ta dolg je lahko to spet problematika ob ločitvi. Zanimivo, ne? Kaj pa recimo se zgodi z nepremičnino, ki je kupljena s kreditom in v primeru, da se par loči, kaj se zgodi s to nepremičnino? Jaz sem zasledila kar nekaj primerov, ko so se v bistvu te nepremičnine tudi pod ceno prodajale, samo zato, da se proda, razdeli med pač partnerjema in zaključi zgodba. Ja, to je ena taka najbolj žalostna zadeva, ne, ko dva ustvarjata neko skupno premoženje, delata, gradita, ustvarjata, ne, potem na koncu pa pride do točno take situacije, kot si opisala, ne. Pravzaprav, če je nepremičnina kupljena s kreditom ali pa brez kredita, je usoda zelo podobna, samo dejstvo je, da dokler kredit do konca ni odplačan, nepremičnina v resnici ni naša, a ne. In v trenutku ločitve se partnerja idealno, ne, morata dogovoriti, kdo bo ta kredit prevzel, kdo bo to nepremičnino prevzel. Sicer odloči sodišče. Sodišče odloči samo o tem, ali nepremičnina spada v skupno premoženje in kakšni so deleži na tej nepremičnini. Kako se bo ta nepremičnina v resnici delila, če si predstavljava recimo, da se ugotovi, da je delež 50-50, kar pomeni, da je recimo pol hiše od moža, pol hiše od žene, a ne, in se ne morete zmeniti, hiša je pa pod hipoteko in se odplačuje s kreditom. To je stvar delitev te nepremičnine, stvar novega, ločenega naknadnega sodnega postopka, kjer, če recimo en partner ne želi ali pa ne zmore drugega izplačati, a ne, in prevzeti tega kredita, v najslabšem primeru pride do tega, da se tam solastnina na koncu deli v sodnem postopku, v skrajni situaciji tako, da se nepremičnina proda, se iz kupnine najprej poplača še neodplačan kredit, preostanek pa deli na pol po deležih, a ne. In prav si imela, Marja, te nepremičnine se lahko recimo na drugi, tretji javni dražbi prodajo precej pod ceno, kar pomeni, da včasih ta znesek, ki se pridobi iz kupnine, niti ne zadošča za poplačilo še preostalega kredita, kaj šele, da bi se med partnerjema kaj delilo. Tako da jaz vedno rečem, a ne, sporazum med partnerjema v takem primeru ne privarčuje samo časa, ampak ogromno denarja, ne, ampak situacije življenjske so različne in včasih dogovor po vseh mukah in naporih ni mogoč, in takrat na koncu sta pa v bistvu prikrajšana oba, a ne. V kolikšnih procentih, če lahko čez palec oceniš, se ne konča z dogovorom? Da vsak vztraja na svoji strani. Jaz bi rekla, da recimo ogromno je primerov, ko do sodnih postopkov sploh ne pride. Ko se partnerja že sporazumno dogovorita, prideta k odvetniku, povesta, kakšna je situacija, vsak pove svoja pričakovanja, malo popusti, a ne, vsak se pripravi ena taka pogodba o delitvi skupnega premoženja in se potem potrdi pri notarju. In teh situacij, zdaj težko bi rekla procentualno, ampak veliko imamo teh situacij, a ne. Marsikdo reče, da ločitev gre vedno na nož, ampak ni vedno tako. A ne, jaz ugotavljam, da recimo ogromno je partnerjev, pa bom rekla mogoče mlajših partnerjev, ki vseeno presodijo, da je sporazumna ločitev in sporazumno delitev skupnega premoženja velik plus. A ne, velikokrat so v igri tudi otroci, ki izven teh finančnih okvirov trpijo posledice te ločitve, a ne, in takrat, kadar partnerja zmoreta na nek sporazumen način to urediti, mislim, da je za vse boljše, a ne, da v tem, koliko ceneje je, a ne, sploh ne govorim. Sodni postopki, če ne pride do sporazuma, trajajo leta in leta in leta, ker sodni postopki za delitev skupnega premoženja po zakonu niso hitri ali pa prioritetni. Gre za navaden, klasičen sodni postopek, ki traja recimo, ne vem, do pravnomočnosti, to se pravi, v primeru sodbe nekdo gotovo ni zadovoljen, pa se še pritoži, lahko med 5 in 7 let. A ne, To se mi zdi ogromna doba. Kaj pa, če recimo v skupnem premoženju, če so recimo neke naložbe, ker mogoče bi bilo pa potrebno ukrepati, recimo
ne vem, ko se približuješ nekemu cilju, se izpostaviš manj tveganim naložbam in bi bilo fajn, da se premakne v manj tvegane naložbe. Kako pa je v tem primeru? Kaj se dogaja z Sigurno, naložbam? ja. Naložbe, bom rekla, v tem primeru čakajo in izgubljajo na vrednosti. A ne? Ker takrat, kadar partnerja v času, ko odločitev, kaj v resnici od koga je in kako se deli, n- ne morata razpolagati samostojno. Lahko razpolagata samostojno, če drug partner temu ne ugovarja, ne? Ampak v primeru, kadar recimo partner preceni, da bi bilo to bolj razumno, pa reče, se strinjam, da je vas zdaj to urediti, pa bo ostalo naknadno, a ne? Ampak včasih pa temu tudi ni tako. Zato jaz pravim, da dolgi sodni postopki vplivajo negativno, a ne, tudi na vse te naložbe, na vse stvari, kjer bi bilo treba ukrepati, pa mogoče se potem ne ukrepa, a ne. Zato je sporazum absolutno boljši iz finančnega vidika. Pa nepremičnine lahko tudi razpadajo, a ne, ker nihče ne skrbi za tiste nepremičnine, ker noče investirati svoj denar v nepremičnino, zaradi tega, ker na koncu ne ve, kdo bo dobil to nepremičnino, a ne, ker je pač se še stvari dogovarjajo. Kako pa je recimo, če recimo en partner vlaga v nepremičnino, drug pa pač ne? Kako pa je v tem primeru? Kako se štejejo te zneski, ta denar v primeru ločitve? Če gre za skupno nepremičnino, a ne, ki ste jo recimo skupaj kupila, skupaj ustvarila, potem gre za skupno premoženje. Ni važno, koliko denarja je nekdo vložil v to nepremičnino, bistveno je, da na koncu, ko se odloča o deležih, ne, ko se recimo ve, hiša je skupna, sedaj pa odločamo o deležih, se pa presoja, kdo je vlagal več. Vendar ne samo v denarju, ne, v sklop skupnega premoženja in v sklop tega, kakšni so deleži, šteje tudi nedenarna pomoč. To se pravi tudi skrb za družino, za gospodinjstvo, za otroke, za partnerja in tako naprej. To se pravi, če recimo si predstavljava situacijo, ko je eden od partnerjev lahko celo nezaposlen, pa je njegova primarna skrb za družino in gospodinjstvo, lahko s to svojo skrbjo nadoknadi tisti primanjkljaj do polovičnega deleža, četudi je partner bil tisti, ki je izključno vlagal denarna sredstva, recimo v nepremičnino. A ne? Velike situacije, ko recimo v službo hodi samo eden od partnerjev, drug niti ne, a ne? Pa bi se potem v tem primeru štelo, da ta partner, ki finančno več prispeva, bi imel večji delež, ne? Ampak glede na to, da se presoja celotna situacija, tudi ta skrb in ta pomoč, a ne, lahko pridemo do izenačitve deležev in potem niti ni pomembno, kdo je prispeval v denarju več, se šteje, da je nepremičnina na koncu popolnoma opremljena z vsemi vlaganji, pol. Mislim, jaz si znam predstavljati scenarij, da bi nek partner rekel, ja, jaz sem pač vložil XY denarja v obnovo hiše, ti pa nič. Zato meni pripada več. Znam si predstavljati ta scenarij. To je, Marja, najbolj pogost scenarij. Ne? Najbolj pogost scenarij, ko reče, jaz bom predložil plačilne liste, jaz imam plačo tako in tako, jaz imam denarja ogromno, ne žena ali pa mož pa nič, ne. Ampak se potem to na sodišču seveda dokazuje, koliko je en prispeval, koliko je drug prispeval. Recimo pred časom smo imeli en tak za nas zanimiv sodni postopek s pravnega vidika, absolutno pa ne tako zelo razvedrilen z vidika strank, ampak predstavljaj si, da je mož predstavil svojo situacijo, da je cele dneve garal, obrtnik, od jutra do večera delal po terenu, temu primerno tudi zaslužil, vlagal v skupno nepremičnino. Žena je pa tako, kot se je on izrazil, je bila pa doma. A ne? Ko je žena uveljavljala, da ona je pa skrbela za gospodinjstvo, da je kuhala, da je prala, pomivala otroke, vozila v šolo po dejavnostih in tako naprej, se je tekom dokaznega postopka izkazalo, da sta imela plačano varuško, da sta imela plačano čistilko, gospodinjsko pomočnico, ki je nekako izničila to nefinančno pomoč in skrb žene in se je njen delež v tem primeru močno zmanjšal. A ne, tukaj so mogoče finance premagale. Drugo stran je pa res, a ne, da neke
hude pomoči ali pa angažmaja strani gospodinje pa ni bilo. A ne? To, Zanimivo. ja. A mi lahko prosim poveš, kako pa se ovrednoti ta nedenarna pomoč? Ta nedenarna pomoč se ovrednoti, bom rekla, čisto po prosti presoji sodišča. Ta nedenarna pomoč ni merljiva, a ne. Težko je izmeriti, koliko je čas vreden, a ne, čeprav si predstavljamo absolutno, da nekatere mame ali pa očetje, ki so doma in ki opravljajo funkcijo gospodinje, ogromno truda, časa in energije vložijo v to skrb, a ne. Tako da se to potem presoja čisto po prosti presoji v vsakem konkretnem primeru, ker včasih recimo tudi delovni zakonec ali pa tisti, ki hodi v službo, pa finance prinaša k hiši, ni vedno tako, da nič drugega pa ne postori, a ne. Včasih oba enakopravno ali pa enakomerno skrbita za družino, a ne. Tako da je to zelo težka presoja sodišča in ravno iz tega vidika, ker vsakdo meni, da je prispeval več takrat, ko so čustva razvneta, ne, so to lahko zelo dolgotrajni sodni postopki, ki so skoraj vedno podvrženi pritožbam, odločanju višjega sodišča, vrhovnega sodišča in tako naprej. To govoriva verjetno v primerih, ko gre za večje premoženje, ne? Več milijonov, več, 100 tisoč, tudi več 100 tisoč, več milijonov. Zdaj, jaz bom rekla, da tako premoženje, a ne, je lahko zelo različno, a ne. Na to svojo imovino smo, se mi zdi, zelo vezani, a ne. In nekdo je recimo zelo vezan na svojo nepremičnino, če tudi ima samo eno hišo ali pa eno stanovanje, a ne, in se okrog tega bori do konca. Več, ko je premoženja, daljši so pa zapleti, ker je to potem predmet večjega obsega dokazovanja, več je vključenih prič, več je vključenih listinskih dokazov in tako naprej, a ne. In velikokrat ljudje, še posebej, kadar imajo neke dolgotrajne zunajzakonske ali pa zakonske zveze, lahko ustvarijo ogromno premoženja, a ne. In seveda se do zadnjega diha borijo za to, da dobijo toliko, kot mislijo, da jim pripada, a ne. Je pa res, da smo imeli primere, a ne, ko tudi okrog enega stanovanja je lahko bitka zelo dolga in zelo naporna. Ja, to sem tudi jaz kar nekaj takih primerov že za nekaj primerov slišala, ker v bistvu zakonca, ki sta v bistvu se ločila, ostajata skupaj v tistem enem stanovanju in stanovanje lahko tudi, ne vem, enosobno ali pa dvoosobno. To je zelo naporno živeti tako življenje, no. Ja, to je ena taka realnost, a ne, v nekaterih primerih, ko nekdo nima možnosti nekam oditi, a ne, ni vedno idealna situacija, ko reče, zdaj imam pa dovolj, pa grem nekam drugam, a ne, mogoče te možnosti ni, a ne, in takrat potem ljudje vztrajajo v taki skupnosti, po možnosti še skupaj z otroci, a ne, kar je lahko zelo naporno, vodi k dodatnim konfliktom in še potem poglablja ta spor delitve skupnega premoženja, a ne. Super je, a ne, če se lahko dogovorita ali pa če je možnost, tudi če se ne dogovorita, da ima nekdo opcijo drugega izplačati, pa da si drugi s tem zneskom lahko ustvari neko novo življenje ali pa kupi neko novo nepremičnino, ampak vedno ni tako, a ne, tako da so take nevzdržne situacije, kot si jih omenila, tega je kar precej. Ja, tudi jaz sem bila kar presenečena, ko sem slišala, da je zelo veliko teh primerov, ko kar vztrajajo skupaj v skupnem gospodinjstvu, čeprav so ločeni, potem pride tudi do drugih primerov, ljubic, ljubčkov in tako dalje, ne, tako da ni glih prijetno. A greva mogoče na eno vprašanje, ker pogosto dobimo v bistvu vprašanje ljudi, in sicer imeti brokerski račun skupaj s partnerjem ali vsak ločen, vsak svoj račun. Zdaj, z vidika samih investitorjev in različne nagnjenosti k tveganju mi pravimo, bolje, da ima vsak svoj račun, zato da nekako lažje kontrolirati dogajanje na tem brokerskem računu, kaj pa recimo s pravnega vidika. Jaz bi rekla s pravnega vidika, a ne, s pravnega vidika, mogoče z vidika dokazovanja, če pride do spora, a ne, kaj je od koga, je gotovo bolje, da ima vsak svoj račun, a ne, da so te zadeve ločene, da je obema mogoče partnerjema jasno, to je moje, to je tvoje, in mogoče to čisto zavestno, a ne ustvarja takšnih sporov. Vendar, a ne, vse, kar je ustvarjeno iz skupnega premoženja, je skupno premoženje,
kar pomeni, da tisto, kar je tvoje, je tudi moje, a ne v določenem deležu, a ne. Čeprav recimo nekdo bolj, ne vem, si predstavljam, lahko bolj uspešno upravlja s tem, več iz tega pridobi, a ne, nekdo pa zelo slab v tem, a ne. Ampak je žal tako, da na koncu se deli po deležih. En račun in drug račun, a ne, z vidika skupnega premoženja, čisto strogo pravno gledano, je vse eno, vse je skupno. Ja, to, kar si rekel, je moje, tvoje, ne, ampak je v bistvu skupno. Kaj pa, če recimo reče, jaz sem se pa več izobraževal, več angažiral, posledično več denarja ustvaril na tem brokerskem računu. Ne glede na to, se deli 50-50. Jaz bi rekla, da bi morali dobiti enega zelo prosvetljenega sodnika ali pa zelo finančno pismenega sodnika, ki bi lahko rekel, a ne, da nekdo s svojim znanjem, z izobraževanjem in s tem dejanskim večjim angažmajem, a ne, da mu pripada več. A ne, mogoče bi v sklopu tega, koliko se je kdo angažiral za skupnost, koliko se je kdo angažiral za povečanje premoženja, a ne, bi kakšen procent ali pa 2 tudi na ta račun lahko dobil, a ne, ampak tako po izkušnjah, a ne, grejo pa pri nas sodniki zelo na počez, a ne. Skupno je, ni važno, mogoče je pa tisti, ki se ni toliko angažiral na brokerskem računu ali pa takih donosov ustvaril, pa ne vem, večkrat otroke peljal v glasbeno šolo, a ne, kar se šteje tudi za pomembno skrb in doprinos, a ne. Tako da v praksi si pa ne upam trditi, da bi pa tak, ki je več ustvaril, dejansko tudi od tega precej več dobil, ker te razlike so lahko ogromne, a ne, si predstavljam. Ja, so lahko zelo ogromne. Sam, da mi povej, kaj si reka, da bi mogli dobiti finančno pismenega sodnika, a pa so sodniki finančno pismeni? Malo provokativno vprašanje. Ja, to je bilo res malo provokativno vprašanje. Po sodniki na splošno, če govoriva na splošno ali pa recimo o vprašanjih financ, a ne, so zelo različni, a ne. Tudi kadar govoriva o preživninah, o določanju preživnin ali za zakonca, za otroke, to so čisto finančna vprašanja, to je matematika, a ne. Je včasih malo od sreče odvisno, a ne, ko že na sami obravnavi vidimo, katerega sodnika smo dobili, a ne, v katero smer bo šlo. So sodniki, ki recimo močno cenijo finančna prizadevanja partnerja, a ne, so pa sodniki, ki bolj cenijo drugo skrb, a ne, in se obrnejo na stran partnerja, ki je bil doma ali pa ki je nudil večjo skrb za družino. Tako da težko bi rekla, a ne, koliko procentualno je enih ali pa drugih, a ne, ampak je pa dejstvo, da velikokrat, a ne, so sodbe predmet izpodbijanja na višjem ali pa vrhovnem sodišču, ker ljudje rečejo, mogoče bo pa drug sodnik zadevo videl pa drugače. In tudi včasih jo, ne. Zanimivo. Greva se dotakniti enega zelo pogostega vprašanja, in sicer varčevanje za otroka. To mladi starši non-stop sprašujejo, kako naj varčujem za otroka. Tukaj se pa skriva kar nekaj trikov, kaj ne? Kako naj varčuje za otroka? Predvidevam, da varčujejo na borzi, ker želijo investirati na dolgi rok in s tem ustvariti za otroka neko premoženje, ker na banki pač ne bomo ustvarjali tega, ker realno izgubljamo kupno moč, ne? Ja, sigurno, ne. To je eno tako pogosto vprašanje, a ne, varčevanje za otroka, s katerim se vsi v eni točki srečamo, ki imamo otroke, ker želimo pač za njih nekaj ustvariti in tako naprej, a ne. In moram reči, da recimo v praksi, ko pride do ločitve in ko je predmet ali pa vprašanje tudi neko premoženje, ki je namenjeno izhodiščno otrokom, a ne, da tukaj ponavadi ni toliko veliko konfliktov ali pa komplikacij, ker partnerji en drugemu ne bi nič dali ali pa nič več, kot menijo, da jim pripada. Za otroke je pa malo drugače. Velikokrat se te ločitveni postopki končajo celo tako, da kakšno premoženje, ki je absolutno premoženje od partnerjev, se na koncu prepiše na otroka, ker se s tem oba strinjata, a ne. Mož ne želi, da se napiše na ženo, žena ne želi, da se napiše na moža, oba se pa strinjata, da pripada otroku. Tako da velikokrat recimo je to premoženje, ki je namenjeno otrokom, recimo tudi transakcijski računi na bankah, a ne glede na to, da bi rekla, da z finančnega vidika to ni dobra naložba, ampak vendarle, a ne, veliko
otrok vidim, da imajo, ko nam nosijo podatke, odprte račune, kamor se stekajo kakšna denarna sredstva, darila, babic, dedkov in tako naprej, in se velikokrat vprašamo, komu to na koncu pripada, Tudi če samo nekdo od partnerjev vlaga neka sredstva v neko premoženje, ki je namenjeno otrokom, je spet smo pri tem vprašanju skupnega premoženja, Če to stori s soglasjem drugega zakonca ali pa partnerja, potem tukaj ni težav, Tukaj, je stvar jasna. Lahko pa da na koncu recimo tega premoženja, ki je namenjeno otroku, veliko, pa se ga eden od partnerjev tega premoženja želi polastiti, takrat pa lahko uveljavlja, da se pa on s tem ni strinjal, da ni bilo soglasja, da je šlo za razpolaganje s skupnim premoženjem brez sporazuma. Potem je pa to spet stvar dokazovanja, spet stvar sodnega postopka. Zato bi jaz rekla, da je smiselno, da vedno, kadar se ustanovi neko varčevanje za otroka ali nek, recimo, bančni račun ali neka naložba, da se v izhodišču dogovori in zapiše pisno, da se starša strinjata in sta sporazumna, da je to varčevanje, ki je namenjeno otroku in s tem soglašata, in se potem na koncu pri ločitvi lahko to premoženje avtomatično izvzame oziroma obstoji naprej za namene otroka, ne da se prerekata okoli tega, kolikšen del tega premoženja bi moral pripadati partnerjema. Recimo, en tak zanimiv primer, pred časom mi je ena stranka razlagala, da ko je odpirala bančni račun na banki, za otroka, se je zdelo pametno, da ta bančni račun odpre na način, da pogodbo o odprtju računa podpišeta skupaj z možem. In sta to storila in je bilo s tem podano seveda soglasje k tem razpolaganju, in ta bančni račun ne bo problematičen, Če pa temu ne bi bilo tako, pa bi se na tem računu zbralo ogromno denarja, bi pa seveda drug od partnerjev lahko ugovarjal v eni točki, ne tako pogosto, ampak tudi do tega, kdaj pride, Prav je, da se zavarujemo, se opravičujem, Marja, prav je, da se zavarujemo, z dokazili. To se pravi s pisnimi dokazili, ki, če jih ne bomo nikoli potrebovali, odlično, če jih bomo pa potrebovali, jih pa imamo, Mogoče še en primer iz prakse. Številni starši odpirajo v bistvu podračune na njihovih brokerskih računih, ker pač mladoletni otroci v tujini ne morejo odpreti računa, in v bistvu nalagajo denar za svoje otroke na tem podračunu. Kako pa je v tem primeru? A je dobro, da se starša da soglašata s tem podračunom, da se varčuje, da gre za varčevanje za otroke, ali kako to pravno formalno urediti? Sigurno, je dobro, da se sporazumeta o tem, zato da je jasno, da je podano soglasje in da je to neko premoženje, ki je namenjeno otroku, in to ni neko skupno premoženje, ki se bo v nekem trenutku morebitne ločitve delilo. Jaz bi rekla, da odkar nam družinski zakonik omogoča podpis predporočne pogodbe, je to ena taka zelo dobra stvar, kjer lahko vsa ta vprašanja dogovorimo. Predporočna pogodba je pogodba, kjer se lahko dogovorimo tudi o vprašanju tega skupnega računa, o vprašanju recimo varčevanja za otroka, o vprašanju tega, kaj je moje odprej, kaj je tvoje odprej, Tako da te predporočne pogodbe so en tak zelo eleganten način, kako se lahko partnerja izogneta tem težavam, ki jih omenjaš. A predporočno pogodbo lahko skleneš tudi, če si v izvenzakonski zvezi? Ja. Predporočno pogodbo lahko skleneš tudi seveda v izvenzakonski zvezi, je pa zanimivo to, ravno sem preverjala, pri nas se te predporočne pogodbe evidentirajo pri notarski zbornici. Notarska zbornica ima register teh predporočnih pogodb in so noter tako zelo zanimivo, če hočete za katerega soseda preveriti, so zelo zanimivo evidentirane te pogodbe, ime, priimek partnerjev ali pa zakoncev, in kdaj je bila sklenjena pogodba. Absolutno pa ne vsebina. In ne glede na to, da mi vedno poudarjamo, koliko je fino ali pa pravno dobro, da bi se te pogodbe sklepale, je od leta 2017, sem šla prav preveriti,
ko je družinski zakonik omogočil sklepanje teh predporočnih pogodb, a veš, da je do danes sklenjenih samo malo več kot 160 takih predporočnih pogodb. A ne? Če To je si pa prej res rekla, malo. zelo majčken, a ne, glede na to, da iz statističnega urada izhaja, tako kot si prej omenila, ne samo v letu 2024, mislim, da je bilo malo več kot 6.000 porok, pa tukaj so samo formalne poroke, niti ne zunaj zakonske skupnosti, a ne. V 8 letih pa samo 160 predporočnih pogodb. Tako da to nakazuje na veliko stopnjo potencialne konfliktnosti. A ne? Da. To je register pogodb o ureditvi premoženjsko-pravnih razmerij. Ne? To je to. Ja, to je to. Ja, zakaj pa niso tako aktualne predporočne pogodbe, če lahko vse probleme rešimo vnaprej? Verjetno je to vprašanje za kakšnega psihologa ali pa terapevta. Ja, jaz bi rekla, da verjetno res, a ne. Izhodiščno iti v neko partnersko zvezo, a ne, pa že tako izpostaviti, kaj je moje, pa kaj tvoje, a ne. Sej ljudje so zelo različni, eni to vzamejo zelo dobronamerno, a ne, nekateri pa tudi ne, a ne. Tako da verjetno bi imeli kakšni psihologi lahko veliko dela na to tematiko, a ne. Če pa gledava čisto zelo racionalno, a ne, s finančnega vidika, je pa to absolutno dobra stvar. Tako da preverite predporočne pogodbe, mogoče se vam splača to narediti prej oziroma podpisati prej, preden greste v zakon. Greva medva mogoče samo še ene par vprašanj imam vezano na recimo naložbe na varčevanje za otroke. In sicer, kaj pa če v bistvu naložba prinaša neke obresti, dividende ali najemnine, kako lahko starš razpolaga s tem? Ker načeloma se priporoča, da se te zadeve reinvestirajo. Ja, sigurno, a ne. Tako kot sem na začetku rekla, vsi plodovi skupnega premoženja so skupno premoženje. To se pravi tudi vse dividende, obresti, vse se šteje kot skupno premoženje in načeloma bi tudi s tem se moralo razpolagati v sporazumu. To se pravi, če želi eden reinvestirati, je zelo smiselno, da ima za to neko soglasje svojega partnerja, da ne bi bilo kdaj sporno, da je s skupnim premoženjem razpolagal brez soglasja in da bi to kakšne težave povzročalo. A ne? V vsakem primeru je sporazum tisti, ki je bistven. Kaj pa, če starša nista enotna? Recimo, mama prav, borze so na rekordnih ravneh, gremo unovčevat, oče prav, ne, to bo še rasel. Kako pa v tem primeru? Ja, sej veš, a ne? Na koncu ima žena zmeraj prav. To imaš prav, ja. Hecam se, absolutno, ampak v tem primeru je prav, da se nekako pogovorita v tej smeri, a ne. Sej, a veš, če so donosi potem optimalni, maksimalni, nad pričakovanji, ne bo noben oporekal, a ne. Kadar pa temu ni tako, je pa to lahko mogoče v kakšnem primeru celo razlog za razvezo. Ja. Veliko je teh ločitev ravno zaradi finančnih, takšnih in drugačnih izzivov, ne, tako da. Kaj pa CSD, v katerih primerih se nekako vključi Center za socialno delo? Center za socialno delo se recimo v primeru razveze ali pa ločitve, a ne, vključi samo v tistem delu, ki se tiče otrok. To se pravi, CSD kot nek strokovni organ ga sodišče v primeru razveze vpraša za mnenje, ampak za mnenje samo v zvezi s tem, kdo dobi otroka v varstvo, v vzgojo, kakšni so stiki, kakšna je primerna višina preživnine, a ne. Do tukaj sega mnenje ali pa podpora CSD-ja. Kar se pa tiče teh premoženjskih vprašanj, ne, pa CSD vstopi v primeru, ki smo ga prej malo omenile, bežno, v primeru dedovanja, a ne. To se pravi, ko eden od staršev umre, recimo teoretično, in se izpostavi vprašanje dedovanja, takrat se pa otrokom postavijo neki taki kolizijski skrbniki, ker roko na srce, v vsakem primeru otroci takrat imajo nek konflikt interesov z preživelim očetom ali mamo, a ne, ker skupaj dedujejo premoženje umrlega zakonca in takrat je pa CSD tisti, ki pa mora skrbeti za koristi otroka, ki se mora vključevati v ta zapuščinski postopek in na koncu tudi potrditi, ali se strinja z načinom delitve zapuščine. V času ločitev se pa s temi vprašanji CSD ne ukvarja. Se pravi, kdo so zdaj točno kolizijski skrbniki?
Kolizijski skrbniki so v praksi največkrat kakšni stari starši. Recimo, velikokrat so to starši pokojnega zakonca, pokojnega partnerja, za katere se šteje, da bodo absolutno zastopali interese svojih vnukov. Kadar je recimo konflikt tako močan, da se tudi te ljudje so situacije ne morejo dogovoriti med sabo, takrat lahko CSD določi nekega kolizijskega skrbnika tudi iz članov ali pa zaposlenih primernih socialnih delavcev, in potem taka bolj, bom rekla, čist tretja neznana oseba opravlja to funkcijo. Je pa res, da v praksi so pa največkrat to stari starši ali pa kakšne tete, strici, to se pravi sorodniki. Kaj pa recimo, vse nekaj si že omenila, recimo, da se dogaja tudi v praksi, da pač partnerji skrivajo premoženje pred drugim partnerjem, in da v določenih primerih nikakor ne moremo priti do te informacije, ker enostavno ni baz. Kaj misliš, da je tukaj najbolj optimalna rešitev, da se več pogovarjamo s partnerjem o upravljanju denarja, da hodimo na tako imenovane finančne zmenke? Ja, jaz bi rekla, da seveda, če se več pogovarjamo, če govoriva čisto iz vidika skrivanja premoženja, pa to mogoče ni tako znanstveno fantastično vprašanje. Mi se v vsakem postopku skoraj da srečamo s tem, ko nekdo sumi, da ima nekdo drug še nekje nek denar ali pa neko premoženje, za katerega ne vemo. Tako da pogovarjanje gotovo bi sprožili to, da človek, ki se več pogovarja, pridobi več informacij. Mogoče dobi kakšno nov namig, kje še preveriti, mogoče dobi namig, da preveriti mogoče pa tudi pri banki v Avstriji, ali pa ne vem kje. To so zelo take čist življenjske zadeve. Recimo predporočna pogodba, ki sva jo omenili, lahko delno reši to stvar, je pa ena taka zanimivost, prej, ko sva rekli, zakaj ni več teh predporočnih pogodb. Predporočna pogodba je veljavna samo v primeru, kadar partnerja razkrijeta svoje celotno premoženje. To se pravi, sta seznanjena s premoženjem en drugega v celoti in sta zato sposobna sprejeti odločitev in zapisati v pogodbo, kaj je od koga. Če pride do tega, da se kasneje izkaže, da je nekdo prikrival kakšno premoženje, potem se takšna pogodba lahko tudi razveljavi in v tem primeru nima popolnoma nobene veljave. Predporočna pogodba, ne glede na to, da je to nekaj, kar objektivno olajša stvari, je dejansko aktualna samo takrat, kadar sta partnerja en z drugim iskrena. Ja. Kaj pa recimo, da je en partner zelo uspešen, da je naredil zelo uspešno podjetje, kako pa v tem primeru, a lahko v bistvu že med trajanjem zakonske zveze ali izven zakonske zveze naredita mogoče nek pregled premoženja, se dogovorita glede delitve? Kako je v tem primeru, ko en partner ustvari res ogromno premoženja? Ja, sigurno, te pogodbe, ki jih omenjava, ki jih laično rečemo predporočne, v resnici se imenujejo pogodbe ureditve medsebojnih razmerij, in te pogodbe se lahko sklenejo kadarkoli. To se pravi, tudi tekom trajanja zakonske zveze ali pa zunaj zakonske skupnosti, v vsakem trenutku partnerja lahko skleneta to pogodbo in naredita neko bilanco svojega premoženja, zapišeta, kaj je od koga, in takrat, kadar pride do situacije, ko nekdo zelo veliko ustvari, ne bi pa želel tega deliti na pol, teoretično, se lahko tudi kadarkoli usedeta in to pogodbo zapišeta takrat, jo odneseta k notarju in velja čisto enako kot pogodba, ki sta jo sklenila teoretično, preden sta se poročila ali pa preden sta živela skupaj. Velikokrat recimo so podjetja, ko partner, na primer, ima neko podjetje od prej, to je potem njegovo posebno premoženje, tukaj se ne deli, če je bil osnovni vložek v podjetje dan prej, prav tako se ne deli to podjetje recimo v primeru, kadar je bil vložek dan v času trajanja zakonske zveze ali pa zunaj zakonske skupnosti, pa je bil ta vložek dan iz posebnega premoženja, to se pravi, ko na primer dobi kakšno zapuščino ali kakšno darilo, pa reče, tole bom pa zdaj vložil v podjetje, potem se šteje, da je to njegovo
ker ni dal ta vložek iz denarja, ki ga je zaslužil, ampak iz denarja, ki ga je recimo dobil kot darilo ali podedoval. Velikokrat so pa situacije, ko recimo dva partnerja tekom partnerske zveze ustanovita podjetje skupaj, a ne. Takrat ima pa zakon eno tako dobro določbo, ki pravi, da če skleneta družbeno pogodbo, to se pravi ustanovitvi nekega podjetja, neke družbe, neke pravne osebe, lahko v tej družbeni pogodbi določita deleže. In te deleže lahko določita tako, kot se sporazumeta. 50-50, 90-10, kakorkoli. In v tem primeru pa ta družbena pogodba prevlada nad zakonom in pomeni, da se te deleži štejejo kot njuno posebno premoženje. Kar pomeni, da recimo v primeru ločitve se lahko hiša deli pol-pol, če malo karikiram, a ne. Podjetje, kjer so pa v družbeni pogodbi deleži določeni 70-30, se pa deli 70-30. A ne, tako da ta družbena pogodba je ena taka dobra stvar. Seveda se pa lahko glede delitve podjetja teoretično dogovorita tudi s to predporočno pogodbo oziroma pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij. Koliko je pa teh družbenih pogodb sklenjenih, glede na to, da vidiva, da je zelo slaba statistika pri teh predporočnih pogodbah? Pri družbenih pogodbah je malo drugače, ne, zato ker deleži pri družbenih pogodbah pa morajo biti določeni, a ne. Tisto je pa vedno, če recimo odprete na spletnih straneh Ajpesa, a ne, kjer so evidentirane vse gospodarske družbe, lahko seveda iz tega izpiska, mi rečemo poslovnega registra, vidite recimo, kako so vpisi teh deležev, a ne. Jaz bi partnerski zvezi vztrajala, da če partnerja ustvarita ali pa odpreta neko skupno podjetje, ki ga štejeta kot skupno, da v družbeni pogodbi vpišeta deleže. Seveda je podjetje lahko ustanovljeno tudi samo na enega izmed njiju, a ne, pa je potem to spet stvar dokazovanja, tako kot recimo pri hiši, ki je vpisana samo na enega, a ne. Ampak v izhodišču je bolj varno ali pa en tak dober nasvet, da se že v samem izhodišču ob ustanovitvi podjetja vpišeta vsak svoj delež v poslovni register. Jaz sem tudi že videla primere, ko v bistvu ni želel biti vpisan partner oziroma celo, da so bili deleži podjetja vpisani na starše, ker se pač očitno želijo skriti. Še to me zanima, recimo, to me je zanimivo, da je v bistvu bilo iz posebnega premoženja je bila investicija narejena v podjetje in podjetje potem postane zelo uspešno in ti kot partner, kot mož, žena, kakorkoli, nimaš pravice do tega deleža. A sem jaz prav razumela to? To se pravi, verjetno misliš kot naknadna investicija, ne v smislu pri ustanavljanju, a ne? Kot naknadna investicija, ja. Ja, kot naknadna investicija seveda se potem, si prav razumela, se šteje kot skupno premoženje, ker je to skupno premoženje odvisno samo od tega, koliko je nekdo prispeval pri ustanovitvi, to se pravi ustanovnega vložka, ustanovitvenega kapitala, a ne? Če pa je nekdo prispeval kasneje, a ne, to lahko recimo vpliva, da je iz svojega posebnega premoženja več dal in to nekoliko zniža potem delež na skupnem premoženju drugega partnerja, še vedno se pa to šteje kot skupno premoženje in recimo, ko govorimo o delitvi podjetja, a ne, vedno govorimo samo o deležih. Nikoli se ne deli premoženja, ki ga ima podjetje. To se pravi, če ima podjetje recimo nepremičnine, naložbe, karkoli ima, a ne, se te stvari ne delijo, deli se samo delež, kar pomeni, da partner na koncu se vpiše v poslovni register kot družbenik z določenim deležem in ima potem ta delež na celotnem premoženju podjetja, ki se fizično pa ne deli. Zanimivo. Okej, mogoče še za zaključek kakšen zanimiv namig, kako zaščititi premoženje v partnerskem odnosu. Mislim, grozno se sliši ta stavek, ampak ja. Ja, kaj bi bil najboljši namig glede na to, kaj v praksi, seveda vse vidimo in kako zelo različne so življenjske situacije, a ne. Jaz bi rekla, da mogoče ne toliko pravni namig bi bil vsekakor dober pogovor ali pa
ne soglasje ali pa zavedanje partnerjev, da s tem, ko se v neki stvari lahko sporazumejo, profitirajo na vseh ravneh, ne, ker na koncu, ko nekdo potegne črto in vidi, koliko je zapravil denarja ali pa časa, živcev za nek sodni postopek, absolutno se računica ne izide. A ne? Seveda bi v vsakem primeru svetovala podpis predporočne pogodbe, a ne? Ampak tudi ta predporočna pogodba mora temeljiti na nekem poglobljenem pogovoru, na razkritju vseh dejstev, na tem, da se partnerja dobro zavedata, kaj podpisujeta, a ne, ker samo v takem primeru potem v trenutku ločitve ne bo težav. Je pa res, a ne, da ločitev je moment, ki je velikokrat čustveno zelo naporen, in ko nesporne zadeve postanejo v trenutku sporne, a ne, tako da seveda tudi v primeru predporočnih pogodb lahko pride do teh zapletov, bi pa rekla, da vseeno, kadar je na papirju nekaj dogovorjeno in ko nekdo to ponotranji, a ne, je mogoče potem lažje v trenutku delitve, kot takrat, ko so stvari popolnoma nedorečene. A se splača delati analizo premoženja tekom zakonske zveze? Koliko pogosto? Ja, jaz bom rekla, da nekateri imamo stranke, ki razpolagajo z večjim premoženjem ali pa ki se jim premoženje močno spreminja tekom zakonske zveze ali pa zunaj zakonske skupnosti, in te pogodbe oziroma to bilanco stanja opravijo vsako leto, a ne? In vsako leto prilagodijo to medsebojno pogodbo glede na dogajanje v zadnjem letu. To niso prav pogosti primeri, ampak se mi pa zdi, da je vedno več tega, zato ker se mladi mogoče bolj zavedajo, da je ta finančni del pomemben, a ne, in mogoče to postane kot nek tak ritual. To se pravi, ko je ta bilanca sprejeta na neki bolj racionalni ravni, ko ni več to tako podvrženo tolikim čustvom, kot je, a ne takrat, kadar pride do ločitve in ko so stvari popolnoma nedorečene. Ti, ki vodijo evidenco premoženja in pridejo k vam, a ne, to potrditi, ne, ali kako, ne vem, kako se temu reče, koliko pogosto so potem ločitve v teh primerih? Imamo ene par primerov, ko to kar naprej počnemo, a ne, pa so pari še vedno skupaj, a ne, in ko dejansko včasih se na tem sestanku niti ne počutim kot odvetnica, ki zastopa nek zakonski par, ampak kot neko bolj poslovno razmerje, a ne, in je včasih to tako pozitivno videti, a ne. Jaz bi rekla, da s pari, ki so sposobni narediti bilanco, ki so sposobni podpisati to pogodbo in sprejeti neko soglasje, nek sporazum, so mogoče, ne pa nujno, ampak recimo si rada mislim, bolj razumski ali pa sposobni nekega kompromisa tudi sicer v življenju, pa mogoče potem to redkeje pripelje do ločitve. Se pravi, gre za poslovno razmerje. V tem finančnem vidiku. Ja, zanimivo. Pa sej tehnično gledano, v življenju kupujemo neke večje investicije, stanovanje, hiša, to so v bistvu neke poslovne zadeve, tako da mogoče ne bi bilo slabo imeti poslovno razmerje tudi s partnerjem. Mislim, grozen se sliši. Poleg seveda tega čustvenega in romantičnega, ampak ja, pri denarju se pogosto vse konča, kakorkoli pogledamo. Vidimo, da so družine skregane zaradi, ne vem, res bizarnih zneskov, tudi zaradi 100 evrov, slišim, da se skregajo med sabo, ne? Ja, jaz bi rekla, da recimo ločitveni postopki in zapuščinski postopki, to se pravi postopki, kjer so vključeni nekako partnerji, sorodniki, so najhujši primeri. Te trajajo najdlje, tukaj se porabi največ sodnih stroškov, največ odvetniških stroškov, in včasih se kregajo res okrog zelo majhnega delčka, ki bi ga lahko uredili pravzaprav zelo hitro, ampak tako kot sva rekla, čustev včasih ni moč premagati, nekateri se pravdajo za princip, ne, tega ni tako malo. Tega sploh ni tako malo pač, iz principa. A lahko mogoče samo še čez palec oceniš stroške, ali pa
od do, če traja dolg časa postopek na sodišču? Ja, jaz bi rekla, da recimo sodni postopki, glede na to, da trajajo več let, so lahko zelo dragi. Tukaj lahko govorimo o 10-20 tisoč evrov stroškov sodnih, ne. Še posebej takrat, kadar so konflikti zelo napeti, ko vsakdo želi povedati do zadnje besede svoje, ko je treba izpeljati veliko obravnav, zaslišati veliko prič, ko je treba zaslišati vse sosede, vse prijatelje, vse sorodnike, ki vejo ali pa ne vejo o dogajanju, tako da so te sodni stroški, še posebej, če jih primerjava z recimo ureditvijo delitve skupne premoženja pri notarju, ko prej pravzaprav rabiš odvetniško pomoč, samo da ti sestavi to pogodbo, da je taka, kot se nekako pričakuje. Pri notarju se pa taka pogodba samo potem potrdi, so te stroški sodni res večkratnik teh stroškov, sicer v primeru sporazuma. Še eno vprašanje, pa res neham, ker je ful zanimiva zadeva. Pogodba o delitvi skupnega premoženja, kako izgleda ta pogodba? Se pravi, nepremičnine, avto, vse premoženje, to je v bistvu pregled celotnega premoženja, si predstavljam, ne? Kako izgleda? Ja. Koliko so dolge te pogodbe, koliko strani obsegajo? Ja, Marja, odvisen, koliko premoženja imaš. Vem. Zdaj, če imaš samo eno hišo, je ta pogodba lahko na eni strani, če imaš pa ogromno premoženja, je pa ogromno vprašanj. Bistvo te pogodbe je, da se popiše celotno premoženje, da se določi, kakšni so deleži na tem premoženju, to je nujno je treba napisati, kakšen je delež, potem pa kako se deli. Recimo, hišo v Ljubljani prejme mož, stanovanje v Portorožu prejme žena, avto prejme en avto mož, en avto žena, denarna sredstva se delijo na pol, naložbe ostanejo enemu ali drugemu. To se pravi, bistvo je, da je točno določen, kdo kaj dobi. In te pogodbe so, bom rekla, precej, kadar ni nekih večjih zapletov, precej standardizirane, niso nekaj prav, ne izpostavljajo nekih hudih pravnih vprašanj ali kaj takšnega, Gre pravzaprav za popis premoženja in način delitve tega premoženja. In koliko strani je obsegala recimo pogodba, ki so ti obravnavala, ko se temu reče, ne vem, ko se reče, koliko strani je obsega pogodba, ena taka največ strani, ki si ti dobila? Recimo v primeru, ko je bilo ogromno premoženja, ko so bili v igri deleži v različnih družinskih podjetjih in take zadeve, ko je bilo treba veliko stvari doreči, te pogodbe lahko obsegajo 10-15 strani, daljše pogodbe pa jaz še nisem videla. Okay. Kaj pa, recimo, zdaj, če ti skleneš to pogodbo o delitvi skupnega premoženja in razdeliš celotno v bistvu premoženje, to je v bistvu lahko tudi že nek osnutek za oporoko. Ja, v bistvu je lahko to nek tak osnutek, ker ko razdeliš premoženje, točno veš, kaj pripada tebi in kaj pripada razvezanemu zakoncu. Ko se enkrat razvežeta ali ko enkrat recimo razpade vajina zunajzakonska skupnost, takrat nista več dedič eden po drugem. To pomeni, da premoženje, ki si ga zadržal zate oziroma zase, ki je pripadlo tebi, potem je to premoženje, s katerim lahko v oporoki razpolagaš. To je ena taka dobra zadeva, ker včasih se pri oporokah zelo zaplete, komu in kaj, in včasih recimo ljudje zapuščajo tudi premoženje, ki v resnici ni njihovo. Ja. Zanimivo, evo, to je to, ne bom več spraševala, zagotovo bomo pa dobili veliko vprašanj in pa te spet povabimo, tako da iskrena hvala, da si bila gostja na Moneyhow. Marja, hvala za super vprašanje, mi je bilo veselje, pa upam, da se kmalu spet vidva. Tudi jaz. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali, poslušajte Moneyhow, ne bo vam žal in lep pozdrav. Pa nisem v procesu ločitve.